Vijora in skrivnost tihe piščali. Hvala, da si spet z menoj v pozitivnih pravljicah. Danes imam zate pravljico o kobili, ki potrebuje čudežno pomoč. Na vznožju hriba, na koncu vasi, stoji velika hiša. Obdajajo veliko sadnih dreves in njiv. V njej živi ljubezniva deklica Zarja. Odrašča s svojo starejšo sestrico in obema staršema. Ima svetlo rjave lase, dolge do sredine hrbta in zelenkasto rumene oči, ki nežno žarijo. Vsi jo imajo zelo radi, še posebej fantki. Privlači jih njena nežnost v očeh in toplina njenega srca. Izraža se svobodno in odločno. Obožuje mucke, kužke in konje. Doma jo dedek in babica razvajata z domačim sadjem in zelenjavo. Oče in mama pa jo osrečujeta z zanimivimi izleti in dogodivščinami. Nekega dne so se otroci igrali v vrtcu. Vsak od njih je po navodilih vzgojiteljice s seboj prinesel svojo najljubšo igračo. Nekdo je prinesel plišastega medvedka, drugi avtomobilček, tretja žogo, Zarja je prinesla plastično punčko, Gal pa je prinesel leseno piščal. Vzgojiteljica je rekla: zdaj si lahko izmenjate igrače. Zarja si zaželela piščal, a je mislila, da Gal njene igrače ne potrebuje. Hitro je zamenjala svojo punčko za žogo svoje prijateljice. Nato pa je pritekla do Gala in mu ponudila žogo. Ker se Gal vedno rad igra z žogami, je z veseljem zamenjal. Zarja je hvaležno sprejela piščal. Pihala je in pihala, toda zvoka ni bilo slišati. Gal se je prisrčno nasmehnil in razložil, da je to tiha piščal, deluje samo na živali. Potem pa je tiho dodal, da nekako ve, da bo delovala. Zarja mu ni povsem verjela, a v srcu je čutila, da mu lahko zaupa. Piščal je bila res nekaj posebnega, zato se je odločila, da jo obdrži. Prišel je konec vrtca in začel se je vikend. Čas igre, izletov in dogodivščin. Tokrat si je Zarja zaželela obiskati konje. Da bi napolnila svoje srce z ljubeznijo, si je želela božanja, česanja in jahanja konjev. Starša sta z veseljem peljala na domači ranč. Tudi sestrica je šla zraven. Zarja je s seboj vzela svojo leseno, tiho piščal. Danes jahanje konj ni bilo mogoče, saj se je na ranču pripravljalo nekaj zelo posebnega. Dogodek, ki se zgodi zelo redko. Ena od kobil je imela velik trebuh. Vsi so pričakovali nov čudež. Zarja je imela najraje rjavo kobilo z imenom Vijora.
To je bila najhitrejša kobila na ranču. Prepoznaš jo lahko po beli lisi na nosu. Ima močne, dolge noge in svojo grivo spleteno v kito. Danes pa je njena najljubša žival počivala v hlevu. Oskrbniki so povedali, da že več dni leži v senu. Pričakujejo njenega žrebička, ki še ni prišel na svet. Vsi so jo prišli pogledat. Vijora je bila vesela njihove družbe. Zarja je pogumno splezala na kobilo, da bi slišala bitje srca njenega mladička. Vse je utihnilo. Svoje uho je prislonila bližje trebuhu in njene oči so zasijale. Slišim, slišim, je zašepetala. Dolgo je ležala na njej, nato pa še dodala. Pomagala ti bom. In previdno splezala dol. Z zaupanjem je iz žepa vzela svojo piščal. Globoko je zajela zrak in dolgo pihala vanjo. Vijora je v hipu vstala in se začela premikati. Malo naprej in malo nazaj. Kot čudež je iz nje pokukal mali konjiček. Zarja je veselo še enkrat pihnila v piščal. In konjiček je bil že zunaj, ter kmalu na svojih nogah. Bil je rjav z belo liso. Wow, kako je lep. To je pravi čudež, je ganjeno rekla Zarja. Zdaj je spoznala, da je njena piščal zares čudežna in da resnično deluje. Vsi okoli nje so bili ponosni nanjo in občudovali novo življenje. Oskrbnik je Zarjo pohvalil in jo povabil, da lahko vedno pride k njim. Kadarkoli si bo želela, lahko vidi Vijoro in njenega mladička. Lahko jo boža in jaha v naravi. V vrtcu je Galu zaupala svojo čudežno doživetje. Vesel je bil zanjo in si je prijazno nasmehnil. Zdaj je vedela, da je Gal že od začetka verjel. Tako je Gal postal njen najboljši prijatelj. Tudi ti lahko zaupaš svojemu tihemu glasu, svojim notranjim občutkom. Morda se tudi tebi zgodi nekaj čudovitega, nekaj čudežnega. Hvala, da si del sveta pozitivnih pravljic. Če ti je bila pravljica všeč, se lahko naročiš na kanal Pozitivne pravljice in z nami širiš toplino. Naj tudi tebe, Vijora, ponese v sladke sanje. Lahko noč.